V današnji oddaji govorimo o aktivni mobilnosti, o hibridnem kolesarjenju. So tudi v kolesarjenju skeptiki, ki pravijo, da električni pogon ne sodi na kolo? Definitivno. Svet se deli na dva tipa kolesarjev. Na tiste, ki so to zelo odprto sprejeli, in pa na tiste, ki jaz mislim, da v prihodnosti to še bodo. A najprej opravimo z dilemo številka 1. Pomembno je, da vemo, da ta kolesa nimajo motorja, nimajo gasa. Če mi pedal ne poganjamo, tudi baterija in motor ne dajeta od sebe nobene energije. Tako da, toliko, kot boste vi dali energije v kolo, toliko bo potem kolo načeloma dodalo. Tokrat torej ne govorimo o kolesih z dodanimi elektromotorji, ki poganjajo kolo namesto nas, tako kot recimo skuterji in mopedi. Ne, danes govorimo o tako imenovanih pedelekih, torej hibridih, vozilih dveh pogonov, naših nog in elektromotorja. Zanimiv podatek enega mojega prijatelja je, da ko uporabljala električno kolo na poteh, ki jih je prej vozil z navadnim kolesom, je zdaj njegov srčni utrip višji, kot je bil prej, lik zaradi tega, ker kolo te priganja. Ti želiš to hitrost kolesa konstantno držati in zaradi tega tudi bolj pritiskaš na pedala, kar pomeni, da telo še zmeri konkretno dela. Na prvo žogo bi rekel, da so električna kolesa tudi zelo super za nekoga, ki se zdaj odloča, da bo spet začel migati. Slogan proizvajalca teh električnih koles "It's you, only faster". Se pravi, še vedno si ti, samo zaradi pogonskega sklopa lahko govoriva o večji hitrosti, v bistvu v klancih, klančinah, ki so bile prej mogoče bistveno večji izziv ali pa nedosegljiva, da se zdaj z njimi lahko spoprimaš in tudi prideš do vrha in uživaš v celi gori. Kje se torej skriva baterija, kje je pogon? Baterijo imamo tukaj zelo lepo skrito že v sam okvir, se pravi pointegrirana v sam okvir, motor pa je skrit v tem delu tukaj. Ko polnimo baterijo, ne rabimo celega kolesa voziti v stanovanje in polniti, ker zavzame veliko prostora, lahko samo z imbus ključem zavrtimo tukaj, odstranimo imbus ven, snamemo baterijo in jo polnite kot telefon v spalnici, v dnevni, kjerkoli. Te polnilci so 4-amperski in napolnijo baterijo 504 vatnih ur v 3 urah in pol. Ko bo zmanjkalo energije, se boste seveda morali v celoti zanesti na energijo vaših nog, a večini se to ne bo zgodilo prehitro. Pri srednji stopnji pomoči, pri razgibanem terenu, pri neki teži okoli 80 kg, uporabnik mogel doseči nekje od 50 do 70 km, če govoriva o gorskih kolesih. Pri mestnih trekking kolesih pa lahko govoriva tudi tam nekje do 100 km. A hitro je lahko hitro prehitro. V segmentu gorskih koles govoriva o hitrosti do 25 km/h. To je hitrost, ki je tudi zakonsko omejena v Sloveniji. Imamo pa potem tudi kolesa, ki so namenjena predvsem uporabi v mestu za pot na delo, ki pa lahko pomagajo z dodatno močjo tudi do hitrosti 45 km/h. Brez problema se v Sloveniji taka kolesa že registrira in zavaruje, vendar pa s takimi kolesi ne smemo biti potem prisotni na kolesarski stezi, ampak na sami cesti, kot bi bili na primer z motorjem, ker pa jaz mislim, da je ena zelo velika slabost v zakonodaji in da smo na cesti bistveno bolj izpostavljeni določenim nevarnostim, kot bi pa bili na kolesarski stezi. Škoda. Škoda. Potem, ko smo izbrali električna kolesa, pa pridejo z njimi novi izzivi. Res, da se z njimi bistveno lažje kolesari, ampak njihova dodatna teža pa je nekaj, kar moramo upoštevati tudi pri vožnji na avtu in pri nalaganju koles na avto. Ja, recimo, če smo 4-članska družina, otroka še nimata električnega, mama in oče pa seveda že, potem je treba razmišljati, kako bomo to ekstra kilažo dali oziroma dvigovali na streho ali bomo bolj elegantno vozili na vlečnih kljukah. Za samo inštalacijo na avto res ne rabite ne veliko truda in ne veliko časa. Zadevo nastavite na kljuko, poklopite ročico, zadeva stoji, kolo gor, smo v 1 minuti pripravljeni, da gremo kolesati. Toda električna kolesa so težka med 20 in 30 kg,
kar pomeni, da zadek ali pa streho tudi do 2-krat bolj obremenijo, to pa vsekakor zahteva dodatno pozornost. Koliko pa pravzaprav lahko obremenimo avto? Če pogledamo pri tem našem Rangerju, ki ima samonosno šasijo, in ko je kljuka vlečna naprava dejansko pritrjena na to samonosno šasijo, je obremenitev do 225 kg. Medtem ko pri klasičnem osebnem ali pa SUV-ju pa so te obremenitve nekje okoli 100 kg. Kaj pa obremenitve strehe? Pri obremenitvi strehe je pa pomembno, da upoštevamo priporočila proizvajalca za razporeditev strešnih nosilcev, da se teža čim bolj enakomerno porazdeli, da ne obremenjujemo samo ene točke na celem pokrovu streh. Dokler ne presežemo te obremenitve, bo sistem za nadzor stabilnosti lahko uspešno pomagal avto krmil tudi v izrednih situacijah. Kaj pa naredi sam sistem za nadzor stabilizacije? Pri razvoju vozila izvajalca vzame v obzir vse možne situacije, kot tudi dodatna obtežitev v prtljažnem prostoru, dodatne opreme kot primer kolesa in tako dalje. In vse to komponira pri izdelavi samega sistema. Tako da ESP je že vnaprej programiran, da lahko prepozna te situacije in uspešno s pomočjo zaviranja koles ohranja našo stabilnost na cesti. Kako pa ESP kontrolira vse te pospeške in bočne sile in vse, kar pride zraven s takšno obtežitvijo? Vsebuje več senzorjev, ki nadzirajo gibanje vozila. En med njih je senzor pospeška, bočnega zasuka okoli svoje lastne osi in vzdolžnega pospeška. Drugi senzori so senzori hitrosti koles, senzori zasuka volana. In s pomočjo teh podatkov lahko v vsakem trenutku dejansko ve, kaj se z vozilom dogaja in kakšna je smer gibanja vozila. Na podlagi tega potem s pomočjo svoje krmilne logike zavira ustrezno kolo, da vozilo lahko spravi nazaj v neko stabilno vožnjo oziroma v začrtano smer, kamor vozimo. Je res, da te podatke preverja zelo pogosto? Zelo pogosto, praktično okoli 125krat na sekundo. Vsaka stotinka sekunde odloča o tem, ali bomo lahko varno odpeljali ali se lahko pripeti prometna nesreča.